Lepo pozdravljeni v stoječih novicah, tudi tokrat z velikim. Nedolgo nazaj sem razkurila celo kopico ljudi, ker sem govorila o cepljenju, o uradnih in preverjenih podatkih sicer. Zavedam se, da gre za občutljivo temo, o kateri imamo različna mnenja in s tem ni popolnoma nič narobe, dokler se ne začnemo žaliti. Zvrstili so se komentarji, v katerih so me gledalci spraševali, kdo in koliko mi plača. Ne bom rekla, da si ne zaslužite odgovora, zato vam bom pojasnila. Lih toliko, da se vozim 14 let starim avtomobilom, ki mu redno pušča hladilna tekočina. Tako da se moram vsake toliko ob cesti ustaviti in doliti, ob čemer dobivam začudene poglede tovornjakarjev, češ. Blondinka si popravlja avto? Drage dame, a ne, da tudi mi znamo postoriti marsikaj in pri tem nam niti kremplji niso v napoto. In toliko, da bom hipotekarni kredit morda odplačala do svojega 65. leta. Naj vas videz ne zavede, še kar nekaj let je do takrat. Torej, zaslužim lih prav, bi lahko rekla, ker denar bojda pokvari človeka. Jaz si pa ne želim biti pokvarjena. Sicer je pa treba biti danes kar previden glede komentarjev, ker nikoli ne veste, kdo vas bo tožil. Zdi se, da je beseda tožba postala beseda meseca, če ne že leta. Tožbe, takšne in drugačne. Slovenci smo tako prijazen narod, da vedno skrbimo, da odvetniki ne ostanejo ne brez dela in ne brez jela. Sicer pa si poglejmo nekaj najnovejših odmevnih tožb. Novinar Reporterja Kršinar je vložil zasebno tožbo proti premierju Janezu Janši, ker je Janša tvitnil, da je očitno Kršinar že na trdi drogi. Radio Študent je po zavrnitvi na medijskem razpisu za sofinanciranje napovedal tožbo. Direktor vladnega urada za komuniciranje je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko ovadbo proti Katarini Bervar Sternad in Nataši Pirc Musar. V ovadbi ima očita krivo ovadbo zaradi domnevnega oškodovanja STA. Omenjeni sta namreč predtem vložili tožbo proti Urbaniji. Državno-tožilski svet je na državno odvetništvo vložil pobudo za tožbo proti vladi. V njej predlagajo, da državni odvetniki vložijo tožbo zoper sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Tudi stranka Levica predstavlja svoj piskrček in sicer vlaga tožbe zoper SDS in njihovo mrežo tako imenovanih satelitskih medijev, generalnega direktorja policije Antona Olaja in neznanega ponarejevalca tako imenovanega manifesta Levice, ki ga oni seveda niso napisali. Poleg teh medijsko bolj znanih so pogoste tudi razne tožbe med sosedi, velikokrat povezane s kakim mejnikom, pa tudi z bolj bizarnimi razlogi. Na primer, sosedi v hiši Dvojčku v okolici Ljubljane so na sodišču razčiščevali, kdaj se lahko eden od njih prha. Zakonca, lastnika enega dela Dvojčka, sta trdila, da zaradi vibracij in hrupa, pokliči vodovodarja, ki jih povzroča pretakanje vode in se slišijo iz sosedove kopalnice, ne moreta spati. Ker se sosed menda posebno rad prha po noči, tako rekoč ni noči, da jo ne bi zbudil. Zahtevala sta vsak po 15 000 evrov, spor pa so končali s poravnavo in sicer z dogovorom, da se sosed ne bo več prhal zvečer in po noči. Zelo ameriško se sliši tudi tožba ženske, ki je tožila ljubljanske mlekarne in poslovni sistem Mercator, ker je mleko, ki ga je prodal najboljši sosed, medtem ko ga je segrevala, špricnilo in jo poparilo po obrazu in po prsih in jo peklo. Zanimiv je bil tudi primer lastnice prinašalca, ki je bila prepričana, da bi moral na tekmovanje za top retrieverja Slovenije pred leti zmagati njen ljubljenček in je pravico za svojega štirinožnega prijatelja iskala na sodišču, ker tega pač ne more storiti sam. Sicer pa nenavadne tožbe niso samo v Sloveniji. Poglejmo še kakšno iz tujine. Leta 1991 je nek moški tožil pivovarno Budweiser, ker ta v reklami obljublja,
da moški, ki pijejo to pivo, privlačijo mlade, lepe ženske. A ne glede na to, da je popil res velike količine tega piva, mu ni uspelo nobene osvojiti. Čudno, ne, drage dame? Trdil je, da je zaradi lažne reklame utrpel čustveno stisko, duševne poškodbe in finančno izgubo, saj pivo ni zastonj. Stella Libek, ki se je opekla z vročo kavo iz McDonald'sa, je tožila McDonald's, ker ji nihče ni povedal, da je kava vroča. In zato je dobila $2,9 milijona. Sicer pa, pazite, tudi vlomilci imajo svoje pravice. Na Irskem je namreč vlomilec tožil lastnika, policijo in vlado, ker se je poškodoval med vlomom v trgovino. Pred kakršnokoli tožbo se je sicer dobro zavedati, da je edini, ki bo zagotovo imel nekaj od tega, odvetnik. Marsikaj se da rešiti tudi s pogovorom, še posebej med sosedi, saj nikoli ne veste, kdaj in od koga boste potrebovali pomoč. Poleg tega pa je tudi težko vedeti, koliko časa bo tožba trajala in če bo obtoženec v epilogu še živ. Želim vam lep konec tedna. Manj se jezite in več se smejte. In spomnite se starega pregovora, ki pravi: kdor se rad tepe, je vedno tepen.